Tokrat v občinskem informatorju. Otroci iz vrtca Kungota prikupno nastopili na županjenem sprejemu. V dvorjanah pripovedovali zgodbe in peli pesmi v dupleškem narečju. Na kliniki za pediatrijo UKC Maribor prejeli novih 28 sodobnih pediatričnih posteljic. Na Cafovi znova naprodaj okusni krofi študentov. Karmen Osovnikar o svojem življenju. Sprehod po kulturni dediščini Vuzenic ob slovenskem kulturnem prazniku. Hiša kruha in njihovi posebni krofi. Proslava o Prešernovem dnevu v občini Majšperk. Lepo pozdravljeni. Kungoška županja Tamara Šnofelj je na sprejemu novorojenčkov podarila najmlajšim občanom občine Kungota darila in izrekla dobrodošlico. V vrtcu ob osnovni šoli Kungota pa so prav otroci iz vrtca pokazali, kaj že znajo in kako se igrajo. Na prikupni prireditvi v vrtcu ob osnovni šoli Kungota so vrtčevski otroci pokazali, kaj so se že naučili. Peli so, plesali, pokazali, kako rišejo, se igrajo, pripovedovali zgodbo ob Kamišibaju in naredili celo eksperiment z bruhajočo lavo in vulkanom. Staršem novorojenčkov je bilo skupaj s podelitvijo daril zelo všeč. Super, če ne druga se spoznamo v bistvu z drugimi starši, otroci se malo podružijo, fantastično je, še več takih dogodkov v bistvu. Če ti si prespal, ne? Pa niti se ne poznamo, več tako, nekateri no. To je verjetno tudi zdaj ena taka prilika, da vidite, kdo vse. Ja, res je. Dejansko, ja. Kaj pa vrtec, recimo takale prikupne predstave oziroma prikazi, kaj se delajo? Zanimivo, lepo so pripravili. Se mi zdi, da boš ti nekaj povedal. Ti je bilo všeč? Kaj ti je všeč? Že 5. leto zapored imajo v Kungoti županjin sprejem za novorojenčke, ki so bili rojeni v preteklem letu. Skupaj v sodelovanju z osnovno šolo Kungota oziroma natančneje z vrtcem pri osnovni šoli Kungota priredimo tudi kratko prireditev in pa možnost, da se vsi potencialni zainteresirani, ki si želijo vpisati otroka v naš vzgojno-izobraževalni zavod, seznanijo tudi z delom v vrtcu in ta predstavila del tega, v bistvu kako počnejo, kaj delajo naše vzgojiteljice in pa pomočnice. Jaz mislim, da zelo dobro sodelujemo, korektno sodelujemo, da smo res kot manjša lokalna skupnost povezani tudi z delovanjem samega vrtca in to se ne nazadnje pozna, otroci radi pridejo v ta vrtec, trudimo se, tudi so čim več na svežem zraku v učilnici na prostem, mi rečemo, ker narava in svet je tista največja učilnica in tisto, kaj ti največ lahko da. Novorojenčke, ki so jih starši prijavili na sprejem, so dobili sadiko lipe in zalivalko, na kateri je napisano otrokovo ime. Ja, moje prepričanje je, da danes preveč dajemo poudarka na materialne stvari, da živimo preveč v materialno obremenjenem svetu in na nek način smo želeli simbolično podariti sadiko lipe skupaj z zalivalko z imenom otroka. Zakaj lipa? Zato, ker lipa je nenazadnje simbol slovenstva. V bistvu se zavedamo, da je potrebno ohraniti planet tudi v bodoče, tudi sam vrtec in šola delata v tej smeri. Zato je prav, da tiste najmlajše spodbudimo, da tako tudi razmišljajo s tem, ko rasejo in da se bojo na ta svoj dogodek spomnili, naj se spominjajo ob tem, ko raste tudi lipa na njihovih vrtovih. Občina Kungota obvešča starše novorojenčkov že med letom, da se naj na sprejem prijavijo. Število rojstev je vsako leto med 30 in 40. Prijav, ki jih pač zasledimo lahko pri oddaji vloge za denarni prispevek oziroma denarno nagrado ob rojstvu, jih je bilo leto zavedenih 34, tako da se končna številka rojstva tukaj dosti ne spreminja. Me pa veseli, da tudi infrastruktura, ki jo imamo, na nek način normalno in kontinuirano premore ta naravni prirast, tako da nimamo prostorske stiske. Tako imajo poleg vsega dobro poskrbljeno tudi za infrastrukturo, pri tem pa, še pravi županja, delajo na vsebinah in dobrih projektih. Poznate dupleško narečje? V Orjanah so pred dnevi peli, govorili in brali besedila v tem narečju. Slišali pa smo lahko tudi druga. Pobudnica za prireditev, na kateri so brali in peli v dupleškem narečju, je bila knjižničarka Agica Kovše, ki dela v dupleški enoti Mariborske knjižnice. Prav tam imajo razstavo Tak so včasih gučali. Ta razstava in ta prireditev sta v bistvu ena celota. Na razstavi so predstavljene zgodbe, ki bodo danes tukaj tudi verjetno prebrane. Zapisale so jih pa članice medgeneracijskega centra Danica Duplek. Pomeni v dupleškem narečju? Ja, v dupleškem narečju, ki se tudi malo razlikuje, Korena, Vurberg, Duplek. In zakaj so se posvetili prav narečju? Narečja so v bistvu naše korenine. Narečja v zadnjem času izginjajo,
stare besede, ki so se uporabljale, preprosto jih več ni. Mi govorimo, da izginjajo živalske vrste, rastlinske vrste in tako naprej, ampak prav tako izginja tudi določen sklop besed, sama narečja in znano je tudi to, da se mogoče v narečju ljudje, ki so pač odraščali v nekem narečju, se tudi lažje mogoče sprostijo, tudi povejo neke stvari, ki jih v knjižnem jeziku težje izrazijo. V medgeneracijskem centru Danica Duplek so veseli, ko zajamejo pri aktivnostih vse generacije. Tokrat so spet sodelovali z osnovno šolo in moškim pevskim zborom. Tudi zapete pesmi bodo v narečju, vendar ne vse v dupleškem narečju, kajti Slovenija je zelo bogata z narečji in to je naš zaklad. In potem smo mi tudi znani, niso vse države tako bogate z narečji. Mali smo, obkroženi z tujimi državami in to je močno vplivalo na naša narečja. In to bi zdaj radi predstavili pravzaprav, ne samo, da ima Duplek svoje narečje, ampak tudi koroško narečje in tako naprej. Pa kar prisluhnimo delu nastopov. Vem, da ne je več tako je včasih bilo, pa je še vseeno lepo pa lušno. Zelo rada sem to. Vsake kjerti pridem, da se malo podružimo, pa me nikoli ne je žal. Nah je prišel še Blaž, vkup smo šli v les. Ko smo prišli domov, je babi naredila večerjo. Fajn smo se imeli, dokler je trajalo, pol pa smo šli vsak v svojo toplo poslo. Ko so obapale runkli ženske, je bilo zelo vroče. Sonce je žgalo, delali so celi dan. Obec se je prinesel na njivo. Vsele so se v senco, jele in se spočile. Za skupen nastop pa sta se odločila Janez Ribič in njegova vnukinja Elizabeta. Moram reči, da sem vesel in ponosen, da je podružnična šola v Dvorjanah se odločila in učitelji, da nekako negujemo naše narečje, saj mogoče mladi sploh ne bi vedeli, kako smo govorili v starih časih. Lahko pa še nekaj druga barate. Barate, torej je tisto, ne? Kaj boste vi danes kaj povedali po zapeli? Moja vnukinja Elizabeta me bo spraševala, kako je bilo nekoč in bova na takšen način poskusila nekaj starih besed obnoviti. Recimo, ona bo naredila tudi špago in jaz bom rekel, pazi, da se ne boš razčesnila. To pomeni, da se ne boš raztrgala. Ja, narečja bogatijo tudi zborni jezik, hkrati pa pokažejo, da lahko skoraj v vsaki vasi in mestu ljudje govorimo drugače, a še vedno podobno. Klinika za pediatrijo je bila v preteklih dneh deležna donacije 28 novih sodobnih posteljic. Prostori in oprema so dotrajani, zato so takšne donacije izrednega pomena. Krka je kliniki za pediatrijo UKC Maribor v uporabo predala 28 novih sodobnih pediatričnih posteljic z omarami. Kot pediatrinja zelo dobro vem, kako pomembno je dobro, umirjeno okolje za naše male bolnike in te posteljice so seveda velik doprinos našim bolnikom. Dodala je, da so prostori in oprema potrebni prenove. V naši bolnišnici vsakodnevno zasedenost tako velika, da imamo praktično na 60 ali malo več posteljah, vsakodnevno tudi 70 otrok, ker je pač sezona infektov. In ravno te postelje na nek način meni danes simbolizirajo to, da nekdo misli na nas. In če na nas pomisli nekdo, ki je svetovno prepoznaven v svetu, Krka velja za, mislim, da kar dobrega predstavnika zdravstvene, ne morem reči samo stroke, ampak tudi zdravstvenega poslovanja. Če se nekdo tak spomni na kliniko za pediatrijo ali pa na UKC Maribor, smo še bolj veseli. Poudari, da je dobro delo moč izvajati le, če imajo dobre pogoje. Postelje so kvalitetne, vzglavje in vznožje sta narejene iz prozornega pleksistekla, odpornega na udarce, višina stranskih ograj zagotavlja večjo varnost pacienta, so nastavljive po višini in z naklonom hrbtišča ter opremljene 4 vrtljivimi kolesi z zavornim sistemom. Električne pediatrične postelje so namenjene podpori telesa najmlajših pacientov. Dogodek so z glasbenimi nastopi popestrili učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Višja šola za gostinstvo in turizem Maribor se je že tradicionalno lotila peke krofov. Ti dnevi, ko skupaj pečejo in ustvarjajo, so za njih eni izmed najlepših. Več pa v prispevku.
Tudi letos v organizaciji pridnih študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor nastajajo okusni krofi. Obiskali smo jih med peko. Mi se imamo super. Zjutraj sicer je treba zgodaj začeti, da se začnejo krofi vzhajati, da se zagreje celoten prostor, ker potrebuje sicer visoko temperaturo. Potem pa par ljudi je na samem vaganju sestavin, tehtanju sestavin, potem izdelava testa, vzhajanje, kuglanje. Organizacija pri tako masovni peki izrednega pomena. To je večinoma moja fiksna točka, pomagamo tudi pri kuglanju, če je potrebno tudi na fritezah, drugače pa polnjenje moja postaja. Skrbimo, da so vsi krofi napolnjeni, da dobijo glazuro, ki je potrebna, da jih posipamo z sladkorjem in da grejo ven po naročilih ali pa gor v hiško. Če so sprva začeli s peko 900 krofov dnevno, se danes približujejo številu 3000. Super, fenomenalno, dejansko nad pričakovanje, ker nekako smo letos štartali v ta projekt, mogoče, da niti ne bi kakega rekorda lastnega šli podirati ali pa kaj, ampak načeloma je tudi od ljudi takšno zanimanje za njih, da je res zabavno jih videti, kako sproducirajo takšno število krofov. O peki pa so za nas obudili tudi spomine na otroštvo in prvo peko krofov. Z babico pri 2 letih. Dejansko sem se tudi takrat od samega začetka navdušila za gostinstvo, za kulinariko, predvsem za peko slaščic, sladkega dela. Doma z mamo začel krofe peči. Prvo sem samo gledal, kako se poteka. Pol pa sem rekel, gledaj, bom probal, da vidim, kako mi gre, in dansko mi je ful sem se začel poglabljati bolj v krofe in sem začel tisto dobiti feeling v roke in avtomatsko vsako leto zdaj z mamo delamo krofe, večinoma jasno, ker sem boljši v tem zaigrati. Študenti lahko pri peki krofov izmenjujejo izkušnje in spretnosti, kar krepi njihovo povezanost in sodelovanje. To je glih ta en projekt, se meni zdi letno, ko je, ne vem, make it or break it. To so študentje, se med sabo res povežejo, postanejo boljši prijatelji, se res poznajo, ker vseeno delajo skupaj in morajo sodelovati, da steče od testa do kroglanja, do peke, do nadeva in konec koncev do prodaje, tako kot je treba. In je to en taki projekt, ki jih dansko res zelo poveže. In s tem se strinjajo tudi študenti. Dansko uživaš tu not v kuhinji in res prava energija od vseh nas. Priprava krofov je prava umetnost, saj zahteva natančnost in ljubezen do peke, da ustvarijo popoln sladki prigrizek. Če želite njihove krofe okusiti tudi vi, vabljeni vse do 13. februarja, da jih obiščete na Cafovi ulici. Čakajo vas čarobni okusi: lešnik, pistacija, marelica, jurka in vanilija. Mariborčanka Karmen Osovnikar je znan obraz resničnostnih šovov. Za našo televizijo je spregovorila o svojem življenju, o dobrih in slabih stvareh. Poglejmo. Karmen Osovnikar je lani sporočila, da ima bolezen modernega življenja. Lansko leto mi res ni bilo naklonjeno glede zdravja, tako da je res sem imela res nesrečo, lahko temu rekli, ali pa moče tudi ta moj hiter življenje, hiter tempo, stres in vse to. In je potem verjetno tudi posledica tega, tako da diagnozo sem dobila, da imam srčno aritmijo, ampak ker sem še dokaj mlada, je rekel, in je začetek te bolezni, zaenkrat sem zadobila samo terapijo. Zavedala se je, da brez zdravja ni nič, zato se je odločila, da spremeni življenje. Sem rekla, da prvo moram gledati na sebe, potem pa vse ostalo. Delo bo počakalo, sodelovanje bo počakalo, vse bo počakalo, moram malo ustaviti ta tempo življenja. Javno je spregovorila tudi o lepotnih operacijah, ki jih je prestala. Prsa, to je že ne vem kolikokrat ponovila, in nos, glede tega, ker sem imela tudi težave z dihanjem. Ostalo pa so male korekcije, kot so botoks, polnila, tako da nič kaj druga tako strašnega, ker vemo, nekatere so dali še več stvari, ampak zanikajo, da so naravne, to je genetika, vsi vemo, da ni, ampak jaz ne vem, kaj ima ljudje od tega, da lažejo, ker ljudje niso slepi in ljudje vidijo. S prepoznavnostjo, ki jo je pridobila, so prišle tudi slabe stvari. Tisti dan se zjutraj zbudim in dobim mail. In ta mail je potem pa bil res malo strašljiv, če ste ga videli, ne boš posiljena, boš pa pretepena.
In potem je tudi klica, ta številka, smo potem ugotovili, da to je njegova številka in takrat sem se res strašila, ker se ne veš, ne poznam človeka, kaj on ima v glavi, ali je kakšen psihopat, ali kaj. Več o njenem življenju pa na lokalec.si, zavihek oddaje Moja zgodba. 8. februarja na slovenski kulturni praznik so v Vuzenici pripravili prav poseben sprehod po različnih točkah. Udeleženci so bili nad dnevom navdušeni in veseli, da so se organizatorji odločili za takšen dogodek ob kulturnem prazniku. Na slovenski kulturni praznik so se prebivalci občine Vuzenica odločili za poseben pristop k praznovanju. Predvsem je naš organizator in pa številni prostovoljci v naših društvih, ki delujejo, smo danes ta kulturni praznik želeli obeležiti malo drugače. Spomin na smrt našega največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna. Zelo mlad se je poslovil v svojih 48 letih 1849. leta in seveda že takrat, ko je Slovenija postala samostojna 1991. leta, je ta praznik tudi kot državni praznik in dela prost dan. Zaradi tega tudi letos v Vuzenici se spominjamo tega največjega pesnika in pisatelja, seveda malo drugače. Skozi pestro dogajanje so se sprehodili do pomembnih zgodovinskih in kulturnih točk. Danes smo izbrali izmed vseh teh, ki jih imamo, torej najprej gremo v Spodnji trg, k kapelici svetega Florijana, potem v Zgornji trg, v Staro Trško jedro in pa hiši Viher, k ostankom nekdanjega dvorca v Štok, pa potem na staro Slomškovo pokopališče in seveda skozi center Vuzenice do najpomembnejšega spomenika, to je do cerkve svetega Nikolaja in pa potem župnišča, kjer je tudi soba s poslikanim stropom, tako da tam pa združenjem potem zaključimo. Udeleženci so imeli priložnost doživeti različne vidike zgodovine in umetnosti. Vsaka točka na poti je bila obogatena z raznimi presenečenji, ki so vključevala dramaturške igre, recitiranje Prešernove poezije ter krajše zgodovinske razlage. Ja, kultura je vsekakor pomemben del našega vsakdana, tudi v vuzeniški osnovni šoli jo vsako leto pripravljamo proslavo ob tem prazniku in tudi danes je občina Vuzenica na nek tak drugačen način organizirala tale pohod, da vseeno poudarimo, katere kulturne znamenitosti imamo v naši občini. In kako ti je všeč, da danes malo na drugačen način, torej s tem sprehodom? Ja, vsekakor izjemno dobra ideja našega vodstva občine, da tudi ostalim pokažemo, kaj imamo v Vuzenici, ker se to vseeno premalo je poudarka na tem in da premalo skrbimo za našo kulturo. Vse od začetne točke pa do župnišča s poslikanim stropom so se udeleženci sprehajali skozi čas in prostor, obogaten z umetnostjo in zgodovino. Vsaka točka je ponudila svojevrstno doživetje, ki je očaralo prisotne. Zdaj, če bi to rekli mladi, bi rekli, to je prosti dan. Ampak ni tako. Še vedno je treba kaj prebrati, zelo rada berem, da se izobražujem tudi na tem področju. Številni obiskovalci so na koncu izrazili navdušenje nad organizacijo in izvedbo sprehoda, ki je ponudil edinstveno izkušnjo raziskovanja in spoznavanja lokalne kulture. V mariborski hiši kruha tudi letos ponujajo prav posebne krofe, ki so izjemno priljubljeni med gosti. Preverili smo, kako je letos, ter če imajo tudi letos vegansko ponudbo. V teh dneh se vam gotovo že cedijo sline po pustnih krofih. Če ste si zaželeli letos poizkusiti kakšen malce poseben krof, bo za vas prava izbira hiša kruha v Mariboru. V pustnem času spečemo oziroma prodamo na dan okrog 1000 navadnih krofov, torej polnjenih z marelično marmelado. Potem pa so tukaj še veganski krofi, teh vseeno malo manj. Potem pa so najbolj popularni berlinski krofi, teh pa kar 120 na dan prodamo. Berlinerji so že na pogled prav vabljivi z njihovo sredico in čudovitim izgledom. V berlinerjih najdemo sadje, torej borovnice, maline ali jagode in vaniljevo kremo. In seveda prelito s čokolado, ja, brez tega ne gre.
prav tako veganske, na podoben način, ampak seveda z veganskimi sestavinami in vegansko čokolado. Ponosni so tudi na to, da imajo dobro vegansko ponudbo, kjer svoje želje po krofih potešijo tudi tisti, ki uživajo zgolj rastlinsko hrano. Med veganskimi je večinoma malina in je tudi najbolj popularna. So pa veganski krofi malo bolj posebni zaradi posebne začimbe, ki jo dodajemo, in sicer cimet. Pripravljeni so z riževim mlekom, pšenično belo moko, potem kvasom in rastlinsko maščobo. Po priljubljenosti vodijo berlinerji, sicer pa se jih največ proda na pustno soboto in torek. Najboljši so seveda klasični berlinerji z jagodami. Mi jim rečemo klasični, ker teh največ prodamo. Te dni tako zaposleni v Hiši kruha delajo s polno paro. Če pa ste si ob ogledu prispevka zaželeli berlinerje tudi poskusiti, pa jih brž obiščite na Gosposki v Mariboru. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, je osrednji slovenski kulturni in državni praznik dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki ga praznujemo na 8. februar, obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. 8. februar se kot praznik slovenske kulture praznuje od leta 1945 naprej. Vsled temu so potekale v Sloveniji številne kulturne prireditve. Tradicionalno in na svoj način so jo pripravili tudi v Majšperku, kjer skrbijo za ljubiteljsko kulturo in slednjo prenašajo na mlajše rodove. Zato so na kulturni praznik organizirali osrednjo proslavo, in sicer v kulturni dvorani Majšperku. Prisluhnimo županu. Pesnika, bolje rečeno umetnika, ki je s svojimi deli pustil neizbrisen pečat v našem kulturnem prostoru. Včeraj na državni proslavi v Cankarjevem domu smo lahko v nagovoru predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada slišali, da je Slovenija med redkimi državami, ki je kulturi in umetnosti posvetila svoj praznik, pravzaprav dela prost dan, ter ga poimenovala po svojem največjem pesniku. Prešeren ni bil le pesnik, temveč tudi simbol narodne zavesti in ljubezni do domovine. Kot se to žal pogosto izkaže, smo se tega Slovenke in Slovenci začeli zavedati ne v času njegovega ustvarjanja, pač pa šele kasneje. In premnogokrat se nam zgodi, da v danem trenutku ne vemo, kaj premoremo in kaj imamo. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Na Ptuju bo v nedeljo 11. februarja 64. mednarodna karnevalska povorka z začetkom ob 13. uri. V večini občin v naših krajih pa bo pestro predvsem na pustno soboto. Informacije o povorkah in dogajanjih so občine zbrale na svojih spletnih straneh. V ponedeljek 12. februarja bo v prostorih KPC Majšperk na ogled potujoča razstava Krožnega gospodarstva 2024. Ogled razstave bo možen v času delovanja občinske uprave do petka 16. februarja do 12. ure. Sveže novice pa najdete na portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.